dobili smo feedback ali pa kako se reče, odgovore na pobude naših idej in rad bi vam prebral oziroma z vami skupaj podelil komentar k temi 190. Zoom srečanja Društva za srečno življenje Belis, ki smo ga imeli 25. januarja 2025. In sicer nam takole zapiše naš član, zelo aktiven, neviden, ampak zelo aktiven in hvala mu za to. Takole piše: počaščen sem, da sem tudi jaz pozvan, da podam svoj komentar k tematiki digitalne varnosti, saj trdim, da je ravno digitalizacija tisto, kar je bilo mišljeno v mnogih izjavah vidnih Slovencev, ki so zatrjevali, da je bil COVID šele uvertura v nekaj veliko večjega. Oprostite. Torej so nas s covidom šele potipali, uskladili svoje medsebojne relacije vseh tistih, ki v takih izjemnih postopkih delujejo v prid države, se pravi proti nam. Vse, kar ni uspela pandemija, vse, kar ne bo naprej uspelo na ta način doseči globalistom in njihovim lokalnim oprodam, ker smo ljudje že dodobra sprevideli vse pandemične prevare, vse to jim lahko zlahka nadomesti prav digitalizacija, če se ji ne bomo uspešno uprli. Enako kot smo v covidu iz meseca v mesec počasi razblinili vse laži o neobstoječih virusih in strupenih cepivih, veste, bomo morali zdaj nepreklicno zahtevati dosleden vpogled v algoritme umetne inteligence, ki je vedno bolj vpletena v predpise in zakone kot entiteta, ki nam na neviden in ultra netransparenten način odloča oziroma določa diagnoze, terapije, socialne točke, pravice do udeležbe v raznih upravnih, pa tudi vedno bolj sodnih postopkih. Vedno bolj prevzema funkcijo sodniške presoje v raznih pravdah. Kmalu, če bo šlo tako naprej, na sodiščih ne bodo več potrebovali sodnikov, ampak samo še en ustrezen računalnik, ki bo rešil vse v delčku sekunde in odpravil vse sodne zaostanke v navednicah. Ali ni to lepo? Edino ne vem, ali bo tudi Ustavno sodišče zamenjal računalnik. Bojim se, da ne, saj bodo tam vedno potrebovali žive ljudi, če ne drugo pa zato, da bodo iz svoje domišljije izpredli nekakšne razlage, zakaj naših ustavnih pritožb večinoma a priori ne priznavajo kot utemeljene. Zato je ta vaša poteza z aneksom in zakonom o varstvu digitalne zasebnosti zdaj, v teh časih, prav tako ali pa še bolj pomembna, kot je bil pomemben odpor množice vseh anticepilcev v obdobju medicinskega covidnega terorja. Med branjem vašega predloga zakona ZVDZ, aneksa k statutu društva in ustanovitvi sveta za digitalno etiko, sem imel samo nekaj pomislekov. Prvič, morda bi v katerega od pravnih aktov po zgledu vašega predloga ZUP vključili za digitalizacijo prirejene jamstvene člene, ki bi na svoj način garantirali, da digitalne tehnologije ne bodo služile protiustavnim in protizakonitim postopkom nadzora, netransparentnim obdelavam teh podatkov v upravnih in sodnih postopkih, ko se na njihovi podlagi odloča o okoliščinah, ki bi bile bremenilne za državljane in podobno. Drugič, morda bi v 11. členu drugi odstavek v vašem predlogu, poleg že naštetih prava, tehnologije, filozofije, sociologije, komunikologije, informatike, eksplicite izpostavili oziroma našteli tudi z veliko zapisano in poudarjeno medicino. Čeprav je v členu dikcija
vendar ni omenjena na medicino, je namreč tisto področje, katerega AI lahko usodno obrne proti nam, kar smo že okusili v COVID-u. Zato ne bi razmišljal pri izbiri strok, ki naj bi bile zastopane v NSDE. NSDE je nacionalni svet za digitalno etiko in bi medicino pokril eksplicitno med prvimi. Samo kot predlog, vi seveda dobro veste, kaj bo najbolje za en tak organ, kot je NSDE, in glede vsega se lahko samo strinjam z napisanim. Tretjič, k vsem navedenim ciljem in področjem delovanja enostavno ne more nihče imeti pripomb, so več kot očitno usmerjeni k pravičnosti, zakonitosti, za ljudi pozitivnim učinkom digitalnih tehnologij resnično pohvalno in dobro zamišljeno vse, kar je v zvezi s tem. Morda pa bi vseeno prišepnil tole domislico. Vse te digitalne tehnologije so nevarne, da bi, če se jih izkorišča v napačno smer, za teroriziranje državljanov lahko ustvarile dobesedno digitalno kletko. Za vsakogar. Ko tole berem, gre vse moje doživljanje ob pisanju, kar sem doživljal in kar smo se s kolegi pogovarjali skozi in je to, kar zavibriram na to pismo, tako dobro je. Se pravi, digitalno kletko za vsakogar, za vsakega posameznika posebej in za celotne nacije. Oziroma človeštvo skupaj. Prav proti tem skušnjavam oblasti je usmerjen tako ta zakon ZVDZ, kot tudi nacionalni svet digitalne etike, NSDE, kot svetovalni organ in zaščitnik tistim, ki bi doživeli kakšne negativne efekte divje digitalizacije. Ampak, če pomislimo, da bi vsi, ki izvajajo digitalizacijo, vlada, ministrstva, večji sistemi, zdravstvo, korporacije, šolstvo, sodstvo, policija, vojska, to počeli transparentno, v skladu z etičnimi načeli, niti ne bi bilo možno ustvariti digitalne kletke za nas državljane. Ker pa po drugi strani vidimo, da se hiti z izvajanjem velikih vseobsegajočih projektov, kot na primer 15-minutna mesta, cepilni pasuš, digitalna valuta, digitalna medicina, da ne naštevam naprej. Že iz tega je videti, da je vse to usmerjeno prav k netransparentnemu, neetičnemu, nestrokovnemu CO2 bedarija, nezakonitemu, algoritmi zamenjujejo živo sodstvo in celo kriminalnemu delovanju. Digitalna medicina, ki sloni na krivem utihotapljanju stotin in stotin nepreverjenih in verjetno zdravju škodljivih kemičnih nanosenzorjev v naše telo. Drugače ne bi bilo mogoče nadaljavo tipati dogajanja v našem organizmu in se hvaliti, kako z digitalno medicino brez živih zdravnikov računalnik vse ve o nas. Ve za našo diagnozo in ker je tako zelo pameten, tudi baje najbolje ve, katero cepivo moramo obvezno dobiti. Kriminal nad vsemi kriminali. Torej, je nedvomno videti, da je vsa digitalizacija prav dobesedno usmerjena v naše zatiranje, v izdelavo te digitalne kletke in ne v napredek tehnologije, ne v hitrejše postopke, šparanje in tako naprej. Tako po vsem tem, ko pogledamo celotno sliko, kaj naša vlada in kaj delajo usklajeno tudi vse druge evropske in svetovne vlade, pod usklajeno taktirko Evropske unije, WHO, Svetovnega gospodarskega foruma, OZN in drugih globalnih akterjev, torej pridemo do neizogibnega sklepa, da je celotna AI, umetna inteligenca in digitalna preobrazba samo orodje za dosego tega cilja ustvarjanja digitalne kletke, kjer bo človek imel manj pravic kot pes v pasjem zavetišču. Niti v gozdu se ne boš mogel skriti, da bi tam nekako preživel morebitno divjanje
WHO-jevskih cepilnih ekip, ki bodo po IHR-u, Internal Health Regulation, po zdravstvenem pravilniku, imele pooblastila, da te cepijo, da te v cepljenje prisilijo. Pes namreč, če je dovolj hiter, lahko celo uide zasledovalcu in se izgubi nekje v gozdu. Tebe pa bodo izsledili s pomočjo milijonov kamer, ki so jih brez našega vedenja in privoljenja razmestili po vsej državi. Skratka, ne uideš digitalnemu nadzoru, sploh če še ne odvržeš mobitela v kanto za smeti, ampak ga še vedno nosiš pri sebi. Torej, je tudi telefon kot tak ena od osnov digitalne kletke, izdelan prav posebno kot obveščevalno orodje za špionažo in zasledovanje. Po vsem tem lahko sklenemo. Dokler vlada vztrajno hiti z digitalizacijo, 15-minutnimi mesti, cepilnim pasušem, propagira digitalno valuto oziroma ne ukrepa proti tistim, ki protizakonito ne sprejemajo gotovine, ne ukrepa proti skrivnemu izvajanju biodigitalne konvergence, nas niti v osnovnih obrisih ne obvešča o internet teles, internetu stvari, skratka o vseh vseobsegajočih projektih na osnovi umetne inteligence, ki so že v osnovi neobvladljivi, in če na njih pristanemo, je isto, kot če bi pristali na to, da iz nas naredijo biorobote. Dokler nestrokovno, nekritično pristajajo na vse bedarije v zvezi s klimatskimi spremembami in na skrivaj omogočajo izvajanje poskusov z geoinženirigom, umetnimi poplavami, neurji, točami, dokler prikimavajo WHO-ju in pripisujejo prav vse, kar tam dajo državam v podpis, ne moremo te divje digitalizacije smatrati drugače kot sistematsko izdelavo digitalne kletke za vsakega posameznika. Kolikor pa nas želi oblast prepričati, da temu ni tako, da vse to delajo izključno v našo korist, jim ne bo težko sprejeti zakon z vsemi jamstvenimi členi vred, ki bodo garancija. Na nobeno od naštetih področij uporabe umetne inteligence ne bo vodilo k ustvarjanju digitalne kletke in teroriziranja prebivalcev na osnovi lažnih zdravstvenih tveganj, lažnih klimatskih sprememb, množične uporabe nepreverjenih bio-nanosenzorjev in še mnogo drugih kvazi skrbi za nas. Če nam res želijo dobro, zakaj imajo namen ukiniti gotovino, ukiniti ambulantno zdravljenje in uvesti digitalno medicino, ukiniti stare osebne izkaznice in uvesti obvezno biometrično osebno izkaznico? Zakaj vse staro ukinjajo in na silo se uvaja digitalno, ali ne more biti eno ob drugem? Digitalna valuta ob gotovini, biometrične osebne ob klasičnih osebnih, digitalno bančništvo ob klasičnem bančnem izpisku, digitalna zemljiška ob klasičnih izpiskih in tako dalje in tako naprej. Že to dejstvo, da obstaja namen vse klasično ukiniti, ne govori v prid temu, da bi oblast imela dobre namene z nami. Sedaj je pa to rumeno, bold in podčrtano zapisal. Zato bi v jamstvenih členih bilo koristno, da stojijo zagotovila, da bo vsak digitalni postopek ali digitalno sredstvo obstajala alternativa v klasičnem postopku oziroma o klasičnem sredstvu. Če nasprotna stran, ki rečemo oblast, ne bi hotela pristati na to, je to direkten dokaz, da gre za uvajanje prisile, torej za izdelavo digitalne kletke in ne za napredek v družbi. Če samo primerjamo, na primer, knjige, digitalne tiskovine in knjige obstajajo ob klasičnih časopisih in knjigah ali izobraževanja. Tečaji s pomočjo videokonferenc obstajajo ob klasičnih tečajih s predavatelji v predavalnicah. In to je tisto, kar si ljudje želimo. In kar bi morala oblast zasledovati kot imperativ za svoje delovanje.
ne pa omogočanje prisile, ki nima nobenega opravičila v nekakšnih hitrejših postopkih, hitrejših prihrankih. In še zadnji premislek ob vsej tej tematiki. Poleg vseh podtaknjenih, netransparentnih načinov delovanja umetne inteligence, vseh prisil, ukinjanja starih postopkov, je tudi zelo zgovorno vse, česar se oblasti v odnosu do nas branijo, da bi o tem sploh govorile. Torej, seznam stvari, o katerih oblasti vztrajno molčijo, je prav tako pomemben kot seznam stvari, ki jih oblast očitno protizakonito ali kako drugače dela. Se pravi, če bi na primer Nacionalni svet za digitalno etiko, NSDE, ki ga ustanavljate, poleg tega, da vodi evidenco vseh nezakonitih postopkov, kjer so se državljani pritožili v zvezi z nezakonitimi postopki in krivico, ki so jo utrpeli v upravnem ali sodnem postopku, vodijo tudi zbirko vsega, o čemer mediji po ukazu od zgoraj molčijo ali lažno poročajo. Na primer, vsi vemo, da so bile v nekem evropskem mestu demonstracije, naši o tem niti z enim stavkom ne poročajo v medijih. Ali zakaj nam nihče ne pove o internetu teles, internetu stvari? O tem ni nikjer debate, pa tako vseobsegajoči projekti so to, pa je tako super in tako dobri. Pa v senzorjih za vse razne medicinske parametre, ali so tudi varni, ali samo učinkoviti. Pa o zakonodaji glede geoinženiringa in o samem geoinženiringu. Med prepovedanimi temami je tudi vsakršen pogovor v zvezi z umetnim mesom, mletimi žuželkami v prehrani. To nam je bilo enkrat povedano, da je to dobro in fajn. Debate ali strokovnih polemik o tem pa nikjer. Skratka, dela in garanja vsem v NSD že brez tega ne bo manjkalo. Resnično želim vso srečo vsem, ki ste pogumno zagriznili v to kislo jabolko, in upam, da bo na drugi strani prevladal razum, da skušnjava ne bo tako velika, da se ji ne bodo hoteli ali mogli odpovedati. Hvala lepa za to pismo, hvala lepa za to sporočilo našemu dragemu članu in seveda te vabimo v najožji krog NSD ekipe. S takšnim znanjem in s takšno vizijo dobrodošel med nami. Hvala lepa.